v slovenskih bankah, kaj je tisto, kar je treba danes narediti in recimo kakšne so izkušnje tujih držav pozitivne, kaj lahko mi pozitivne potegnemo od tistih, ki so banke že sanirali? Tako ne. Glejte, če torej to vemo, kakšna je karakteristika slovenskih bank v premoženjski bilanci, je odgovor jasen. Dominacijo imajo krediti do podjetij, pa šele potem do prebivalstva. In če mi pogledamo, koliko je zdaj slabih kreditov, po tej definiciji, ki jo daje Basel. Če je zamuda 90 dni pri odplačilu, je to slab kredit. Zdaj pa pomembno, kaj se dogaja s tistimi, ki so v zamudi na 90. Imate lahko 3 različne situacije. Je dolžnik samo v zamudi, pa plačuje 100. dan recimo, ali pa še kasneje, je lahko že prisilna poravnava in je lahko že v stečaju. Vse 3 situacije imate. In kaj je tujina delala? In kaj tujina dela? Če imam zdaj to premoženje, recimo najprej najslabše, firma je v stečaju. Koliko časa trajajo stečajni postopke v Sloveniji, vi veste? Ja, po 20 let lahko tudi. Tako je, Točno tako je, V banki čakati se s tem, je najslabše. Zato se prvič to premoženje jemlje ven, To, ki je najslabše. Se ga prenese na slabo banko, o kateri govorimo. In vam bom povedal, kaj je drugo premoženje? Recimo, dolgoročne terjatve. Kje je največ dolgoročnih terjatev? Zopet v nepremičninskem sektorju. Vi veste, če vi pogledate financiranje v Evropi ali pa v Sloveniji, nepremičninskega trga, tle so običajni krediti 20-30 let. Če pogledate zdaj projektno financiranje, propadle stvari. Tam je bilo mišljeno prej, ampak se tudi to zavleče. In če vi zdaj pogledate dobre primere iz tujine, kaj so delali. Kateri pa so dobri primeri? Recimo, Avstrija, marec 2009. Marec 2009, ne zdaj, 13. Ustanovi slabo banko. Komunal kredit se banka je imenovala. Banka, ki je bila znana, da je kreditirala lokalno oblast in komunalna podjetja. Naredili so slabo banko, 2009, v to prenesli vse to slabo in pustili en del dobre banke. In niso determinirali časa, v katerem moraš zdaj to prodati. To je ena od pomembnih zahtev, ker zdaj, če boste vi na novo entiteto prenašali, ta ne sme imeti časovne prisile. Ker če mi dva zdaj vzameva nepremičnine, pa če je trg na tleh, pa se bo še ta pojavil s prodajo, bo še slabši trg. Švedi so si zadali, recimo primer 15 let. 15-letni čas, veste, v našem zakonu sem 5 let, če mene vprašate, premalo. To je ena zadeva, pogledajte, kaj so naredili. Druga zadeva, Avstrijci, govorimo o Avstrijcih, ustanovili so posebno enoto v 100% lasti države. Za direktorja te enote so postavili bivšega guvernerja, dr. Lipšerja. Kaj ima ta enota zdaj, kakšno nalogo? Da pomaga bankam s zgodovino in z državnimi garancijami. In v tej enoti je 5 bank. Kaj to pomeni, da so te enoti, da jih ta enota upravlja, oziroma da so tudi prenesle določene terjatve? Ne, vam bom povedal. V teh bankah ni bilo nobenih prenosov. V teh bankah so sprejeli posebne programe sanacijske, in država je nastopila, kot se neko, z gotovino in z garancijami. In te banke so, pogledajte, je Hypo, je Bavak, je Raiffeisen, Die Erste, Volksbanka. In edino,
kar je država naredila, je svojega človeka, ker v teh bankah ni lastnik, pooblaščenca poslala v Hypo banko. Vi veste, kaj se je zgodilo v Hypo. No, tako, čeprav tam je bil tudi kriminal, ne? Zaradi tega so tudi fizično poslali človeka, ne? Ampak, če vi gledate Hypo v Ljubljani, ne? Ker je dober primer zdaj. Hypo v Ljubljani je dober primer, kako se dela, ne? S rigoroznimi ukrepi, zamenjava ljudi in zamenjava politike poslovne. Se pravi, če to primerjamo, potem je za Evropo vitalnega pomena, da reši banke. Točno tako. Brez bank Evropa ne more nič. Pri financiranju, ker vi vidite, tako kot Slovenija, če je v Sloveniji 96%, ko gledaš podjetja, malih in srednjih podjetij, in 4% velikih, podobna je situacija v celotni Evropi. Zastopite, da so majhna in srednja podjetja dominantna, majhna in srednja podjetja nujno potrebujejo banko, kajti, če vi greste na trg, na eni strani proces pridobitve rejtinga ni enostaven, tudi dosti stane. Je eno dejstvo, drugič ekonomija obsega. Za vsak znesek ti ne moreš iti v obliki obveznice. Če vi zdaj to primerjate, recimo zadnje dogodke tukaj v Evropi, lahko rečemo, da maj 2010 je bila velika prelomnica tudi za evro. Namreč maja 2010, če se spomnite, je z veliko resnostjo nastopila grška kriza. Dolgo se je pregovorilo, kakšna je struktura te ekonomije, kako je zadolžena država in tako naprej. Vendar v začetku maja 2010 je prišlo do posledic grške krize pri evru. Evro, če se spominjate, je takrat padel na približno njegovo rojstno vrednost, če tako rečemo. Rojstna vrednost pa vemo, da je bila pri 1,18. Pa je, bom rekel, zagotovilo, da se ne bo v Sloveniji zgodilo kaj podobnega kot na Cipru. Imamo to zagotovilo. Glejte, ker ste že rekel Cipr, poglejte. Prvič, že na začetku sem rekel, dimenzija bilančne vsote v Sloveniji. 46, dobrih 46 milijard v koncu lanskega leta. Če vzamete, recimo, nominalno vrednost za družbeni bruto produkt, 35 milijard, recimo, to se navaja. In če postavite eno proti drugemu, lahko ugotovite, da je okrog 132% bilančna vsota tega GDP-ja. Prva stvar. Ciprska 800. Na prvem mestu je itak Malta, pa Irska, pa Luksemburg. To je prvo dejstvo. Drugo dejstvo, pogledajte, tudi bistvena razlika med bankami tam in tukaj. V Sloveniji bi lahko rekli v največjem boomu, 2008, pa tudi če zdaj gledate, 70% bančnega premoženja v obliki kreditov podjetjem in prebivalstvu. Povprečna Evropska banka pri teh številkah, ki sem jih prej omenil, 46 bilijonov, financiranja istih dveh skupin prebivalstva in podjetij pod 50% premoženja. Pod 50%. To pomeni ostalo premoženje v obliki papirjev za trgovanje in za sekundarno likvidnost. In zdaj gledajte, kaj je nastalo v krizi. Ko nihče ni govoril pred krizo, vprašanje tako imenovane interne stabilnosti banke.